Spoštovani, na prizorišče prihaja poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik in ostali cenjeni gostje. Spoštovani, na prizorišče prihaja zastavni oddelek z bojno zastavo 670. logističnega polka, katerega nosilec je višji vodnik Rado Tretjak s spremljevalcema. Spoštovane pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na slovesnosti ob dnevu 670. logističnega polka. Na prizorišče prihaja poveljnica 670. logističnega polka, podpolkovnica Mojca Lah. Pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka, za koga? Za Slovenijo! Major Dobovišek, razumite poveljanje. Razumem. 670.
Mir, no! Namest, mor! Sledi državna himna Republike Slovenije. Pol, mirno! Častni pozdrav! Živi nas i narodi, ki krepeni dočakata, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, grozbo vsak ne vrat, ne sosed bo mejak. Da rojak, grozbo vsak ne vrat, ne sosed bo. Ne vrat, ne sosed bo mejak. Mir, no! Namest, mor! Namest, prosto! Spoštovani gospod župan, dr. Ivan Žagar, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, poveljnik logistične brigade, polkovnik Aleksander Vidergar in ostali cenjeni gostje, spoštovane pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka, še enkrat lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji slovesnosti ob dnevu 670. logističnega polka. 10. september je poseben dan, ki ga Mravljice obeležujemo kot dan enote 670. logističnega polka. Letos je ta dan še toliko bolj pomemben, ker 670. logistični polk praznuje svojo 20-letnico obstoja. Natanko pred 20 leti je bil ustanovljen 670. poveljniško-logistični bataljon v sestavi prve brigade. Takratna naloga enote je bila logistična podpora delovanju poveljstva in enot ter podpora poveljevanju in nadzorovanju poveljstva prve brigade. Leta 2012 se je enota preoblikovala v 670. logistični bataljon. Poslanstvo enote je bilo, da bataljon izvede premik na območje delovanja in oblikuje bazo. S preoblikovanjem Slovenske vojske 15. maja 2014 se je 670. logistični bataljon z 22. aprilom 2013 podredil v poveljstvo za podporo in se s 15. majem 2013 preoblikoval v 670. logistični polk skladno z ukazom za preoblikovanje Slovenske vojske, da se vzpostavi nova sestava in tako poveča ter izboljša učinkovitost logistične podpore Slovenske vojske. 670. logistični polk je namenjen načrtovanju, organiziranju in izvedbi storitev, oskrbovanja ter premikov in transportov za potrebe enot Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini. Sodeluje pri oblikovanju premostljivih zmogljivosti iz funkcionalnega področja oskrbovanja, premikov in transporta, storitev ter izvaja manipulacije SIMES. Je nosilec načrtovanja, organiziranja in izvedbe usposabljanja kandidatov za voznike kategorije C in CE in ved vojakov skrba in promet ter skladno z možnosti sodeluje v procesu usposabljanja za ved oskrba in promet nivo častnik in počastnik. 670. logistični polk sestavljajo poveljstvo, četa za storitve, četa za oskrbo, nepremična četa, prva transportna četa, druga transportna četa, enota za usposabljanje vojaških vozil šola vožnje in EVOJ. Od 2. oktobra 2023 dalje 670. logističnemu polku poveljuje in vodi podpolkovnica Mojca Lah. Pred mikrofon vabim poveljnico 670. logističnega polka, podpolkovnico Mojco Lah. Poveljnica, prosim. Spoštovani gospod župan, dr. Ivan Žagar, županja občine Poljčane, doktorica Petra Vrhovnik, poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, polkovnik Vidergar, poveljnik logistične brigade, poveljniki enot Slovenske vojske, nekdanji poveljniki naše enote, predstavniki in predsedniki domoljubnih in veteranskih organizacij občine Slovenska Bistrica, pripadniki Slovenske vojske, ki ste bili del naše enote in naši upokojenci,
ter ostali cenjeni gostje dobrodošli na naši slovesnosti. Posebej pa pozdravljam vas, pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka, ki stojite tu pred mano, in tudi tiste naše pripadnice in pripadniki, ki jih danes ni z nami na tej slovesnosti. Kar nekaj je takih, ki opravljajo naloge doma in tujini ali pa so zadržani iz drugih osebnih ali službenih razlogov. Obseg nalog in aktivnosti, s katerimi podpiramo ostale enote Slovenske vojske, oblikuje naše delovanje. Tako je že od začetka obstoja te enote. Praznovanje smo nekako umestili v zadnji možni premor. Preden začnemo podpirati največjo, najobsežnejšo vajo Slovenske vojske Zvezde Triglava 24, preverjati transportne vode srednje transportne čete, usposabljati voznike, da sodelovati v vaji preskok, podpirati vajo preskok, podpirati rotacije MOM in izvajati naloge podpore države gostiteljice. Sporedno pa seveda izvajamo in izvajate redne naloge, ki niso vidne, a so zelo pomembne. Varovanje objektov, skladiščenje, manipulacije materialnih sredstev, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, prevozi, izvajanje oskrbe, storitev, upravljanje objektov, ki jih imamo v svoji sestavi, skladiščenje in vzdrževanje naše infrastrukture in pa civilno vojaško sodelovanje. V začetku oblikovanja enote je enota garala in se razdajala za druge. V prvem obdobju znotraj prve brigade, kasneje znotraj logistične brigade. Ni podpirala samo enot Slovenske vojske doma in tujini, ampak tudi ostale deležnike v nacionalnovarnostnem sistemu in tudi zunaj njega, kakor tudi pripadnike tujih oboroženih sil na ozemlju Republike Slovenije. Hkrati pa je morala vedno skrbeti za lastno usposobljenost, ohranjanje stroke in izgradnjo zmogljivosti. V prvem obdobju svojega delovanja je tako izgradila in preverila transportno četo, jo napotila na misijo, zagotavljala četo v odzivnih silah, preverila končne operativne zmogljivosti prve prednje logistične čete in skupin za kontrolo premikov. V drugem obdobju svojega obstoja pa je zagotavljala module za vse zmogljivosti Slovenske vojske, začenši z največjo bataljonsko bojno skupino. Vsakokrat, vedno in takoj, to moram posebej poudariti, pa ste se odzvali na klic državljank in državljanov Republike Slovenije preko sistema pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Vsakokrat ste dokazali, da se lahko državljanke in državljani na vas v celoti zanesejo. Res upravičeno je bil izbran simbol naše enote, mravlja. Simbolizira marljivost, premišljeno borbenost in vzdržljivost. In to posebljate dnevno svojim delovanjem. Vsaka enota za izvedbo svojega poslanstva potrebuje vire. Začetno obdobje enote je zaznamovala nova oprema in vozila, ki so prišla v enoto. Pomenila so motivacijo in zakon za nadaljnje delovanje. Še vedno razpolagamo z večino te opreme in vozili, počasi pa se izteka uporabnost te opreme in deloma nam to otežuje tudi naše delovanje. Nova vozila manj so naznanila obdobje modernizacije tudi logističnih enot Slovenske vojske. Postopoma smo prejeli tudi novo taborno opremo in nazadnje tudi nove cisterne za vodo. Še vedno imamo na področju modernizacije in opremljanja logističnih enot kar nekaj možnosti za izboljšanje, še posebej, če pogledamo vlogo logističnih enot v sodobnem bojišču. Po moji oceni imamo še rezerve pri odzivu na predloge nabave osnovnih sredstev podane strani enot, pri povezanosti vseh načrtov modernizacije logističnih enot in pa pri učinkovitosti procesov uvedbe sredstev v operativno uporabo. Ključni dejavnik vsake organizacije in kolektiva pa so in vedno bodo ljudje. Delovanje in zdržljivosti enot Slovenske vojske, ohranjanja strokovnega znanja in razvoja prihodnosti ne bo mogoče doseči brez vas. Tukaj, brez tistih, ki bodo morali priti zraven in za vami. Enote imamo omejen vpliv na pridobivanje kadra. Možnosti za izboljšanje, po mojem mnenju, pa imamo pri obsegu nalog in načrtovanju našega delovanja in logistične podpore. Želela bi si tudi kdaj več posluha odločevalcev na naše predloge, ki za pripadnike enote lahko pomenijo ogromno. Res, težko je udejanjiti besede, da so ljudje najpomembnejši člen
sodobnih organizacij, naših kolektivov, ampak to je nujno. To je naloga vseh nas, ki upravljamo vodstvene funkcije na vseh ravneh Slovenske vojske. 670. poveljniško-logistični bataljon takratni nastal iz logistične baze. Danes, 20 let kasneje, so pred nami ponovno večje organizacijske spremembe Slovenske vojske. Kako se bomo prilagodili, ta trenutek ne vem. Slovenska vojska drugega takšnega polka nikoli ni imela in ga bo po mojem mnenju glede na obseg in omejitve tudi zelo težko vzpostavila. Na drugi strani pa menim, da logistična podpora Slovenske vojske nujno potrebuje strukturne, organizacijske in miselne spremembe na vseh ravneh. Verjamem, da bomo našli sinergijo vseh deležnikov, da bomo prilagodili strukture logističnih enot na način, ki bo optimalen in bo zagotavljal vzdržljivost enot Slovenske vojske doma in tujini v vseh pogojih delovanja. Da bodo slišani tudi argumenti nas in vas, ki dnevno izvajate logistično podporo te vojske. Razmere v naši neposredni okoliščini to od nas zahtevajo. To pa od nas zahtevajo tudi naši predniki, ki so v ključnih momentih naše skupne zgodovine zbrali pogum in nekateri za domovino žrtvovali tudi svoje življenje. Dragonarji generala Maistra, ki danes z nami praznujejo, opravljajo plemenito poslanstvo skozi pesem in kulturo za našo domovino. Z njimi smo kot polk povezani na več načinov in res sem hvaležna, da ste danes z nami. Ob koncu mi dovolite, da se zahvalim lokalni skupnosti za vzajemno in odlično sodelovanje v celotnem obdobju obstoja enote. Prav tako bi se želela zahvaliti vsem nekdanjim pripadnikom in nekdanjim poveljnikom te enote, ki so dodali svoj košček v skupno zgodovino in mozaik enote. Vsi po svojih najboljših močeh. Hvala vam in hvala, ker ste danes z nami. Moje zaključne besede pa bodo namenjene vam, pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka. Kakšen obseg nalog in v kakšnih pogojih ste uspeli opraviti v preteklem skupnem obdobju, veste samo vi. In tisti, ki so tukaj z nami v kateremkoli obdobju oblikovali to enoto. Po moji oceni ste najbolj obremenjena enota Slovenske vojske. Pogosto vam ne znamo prisluhniti, vas ne uspemo spočiti in vam ne znamo dati vedeti, da ste naloge opravili dobro ali z odliko. Zato vam želim danes izreči pohvalo in iskrena hvala za vaš vsakodnevni trud, za odrekanja in za to, da kljub vsemu ostajate del našega skupnega kolektiva. Hvala vašim bližnjim za vso podporo, ki vam jo dajejo. Zame ste najboljša enota Slovenske vojske, ki dnevno poseblja naše skupne vrednote, ki jih nasplošno v naši širši družbi primanjkuje. Slovenska vojska brez vas ne more danes in niti ne bo mogla preživeti v prihodnosti. Srečno mravljice tudi v naslednjih 20 letih. Poveljnica, hvala. Med nami letos pozdravljamo pevski zbor Dragonarji generala Maistra, ki deluje že od leta 2007 in je ena od sekcij društva Lovrenc iz Dolenje vasi pri Cerknici. V zboru so se odločili, da bodo peli predvsem pesmi iz obdobja do konca Prve svetovne vojne, ki so jih peli slovenski fantje, ko so kot vojaki odhajali v vojsko, in pesmi, ki jih je napisal general Maister. S pesmijo želijo ohraniti spomin na generala Maistra, na njegove borce in na slovenske fante, ki so služili v tujih vojskah in se na ta način borili tudi za slovensko zemljo. Zbor prepeva v uniformah cesarsko-kraljevega, štajersko-koroškega, krajinskega, konjeniškega polka številka 5, v katerem je bilo leta 1914 več kot polovica slovenskih vojakov. Polkovne enote so bile nastanjene v Slovenski Bistrici in Gorici. Dragonarji generala Maistra se nam bodo predstavili v nadaljevanju s pesmijo in sicer Jaz zmeraj mislil sem. Dragonarji generala Maistra, prosim. Jaz zmeraj mislil sem, da bom ko Jakob šel, da bom pri kanonih.   zdaj sem vsaki dan
se sekcirat znam. Aj zdaj sem vsaki dan dragonari med van, s konjičkom se sekcirat znam. Dekleta Štajerska, bodite pozdravljena, bodite mi pozdravljene. Čez kratkih 7 let se bomo videli spet, če bo k nam da nasvet živet. Čez kratkih 7 let se bomo videli spet, če bo k nam da nasvet živet. Hvala dragonarjem generala Maistra za izveden program. Pred mikrofon vabim slavnostnega govornika poveljnika sil Slovenske vojske, brigadirja Boštjana Močnika. Brigadir, prosim. Lep pozdrav po koncu vročih dni. Pozdrav vsem kolegom prisotnim na moji levi strani, bivšim pripadnikom Slovenske vojske, bivšim poveljniškim kadru, lokalnim oblastem, veteranskim združenjem, vsem prijateljem 670. polka. Zelo lepo je hoditi po štajerskih koncih, pa lahko preštartamo pri Celju, nadaljujemo Slovensko Bistrico, pridemo do Maribora in zaključimo v Murski Soboti, kjer vidimo, kar lahko danes potrdimo, globoko vpetost vojaških enot v lokalno okolje. Tako da čestitke tudi v Slovenski Bistrici za zadnjih 30 let te dobre niti. Če dovolite, bi vam kar na začetku iskreno čestital za vaš rojstni dan, 20. In na začetku popravil 2 izjavi poveljnice. Sicer prvo potrjuje, ni oboroženih sil, pa če želite, vojske na svetu, ki bi se imenovala vojske brez robustne logistike. Tako v miru, še posebej pa ne v vojni. In drugič, to pa je popravek. Verjemite, da je vaše delo vidno, ne samo ta trenutek zdaj, ali po času mojega mandata, če želite, poveljevanja silam, ampak to je bilo vidno tudi prejšnjim poveljnikom sil. Slučajno sovpada 20. obletnica enote z obdobjem, ko sem kot nadpoveljnik čete bil na mednarodni operaciji in misiji in sem imel priložnost poslušati v nekem srečanju finskega brigadnega generala, katerega bom povzel v 2 stavkih. Ko sem bil mlad, sem bil zagnan in verjel, da je pehotni vod vse. Mirevala so leta in potem sem verjel, da je pehotni bataljon vse. In potem sem postal po 30 letih brigadni general in dojel, da je logistika vse. Tako nekako je res tudi v našem okolju. Marsikdo pred vami, ki ga danes ni več v postroju, v minulih 20 letih in pa danes vi veste, da ni aktivnosti, ni dogodka, niti v tujini, na vseh oblikah nalogah, tako mednarodnih vojaških vajah, mednarodnih operacijah in misijah, seveda tudi ni dogodka v Republiki Sloveniji. Pa lahko začnemo od vseh oblik vojaškega usposabljanja, podpore vojaških vaj, ali kot je bilo predhodno omenjeno, kar upravičeno pričakuje naši državljani in državljanke, da pomagamo ob ujmah in da pomagamo takoj. Kot enoti vam želim, da v naslednje 3. desetletje odnesete s seboj
in predate tistim, ki se vam bojo v prihajajočih letih priključili, to, kar imate danes že urojeno v enoti. Čut za sočloveka, to, da ste trmasti in da se ne predate, in kar je bilo predhodno povedano, in ker veliko od vas osebno tudi poznam, da pomagate drug drugim in da se pač v tej svoji borbi ob vsakodnevnem delu ne predajate. Nihče ni nikoli trdil, da je logistika lahka. Ni. Logistika je zahtevna. Tako da iskrene čestitke, s ponosno dvignjeno glavo vam želim, da opravljate delo še naprej. Hvala lepa. Brigadir, hvala. Vsak izmed nas ima svojo pot. Nekatere poti naših sodelavcev so se žal prerano zaključile in jih ni več med nami. Vojaškega vikarja Mateja Jakopiča prosim, da obudi spomin na naše pokojne pripadnike. Spoštovani, tudi v mojem imenu čestitke ob rojstnem dnevu. Kolikokrat smo se v teh 20 letih poslovili od raznih sodelavcev tudi tukaj v Slovenski Bistrici, tudi letos. Pa bomo sedaj z molkom, nekdo z molitvijo v srcu, nekdo z dobro mislijo, v minuti molka počastili spomin na naše pokojne sodelavce. Polkovni podčastnik, višji praporščak Brečko, naprej. Da. Polk, mirno. Na mjesto, mor. Na mjesto, prosto. V preteklem obdobju so z izjemnim prispevkom zaznamovali delo in življenje 670. logističnega polka številni naši pripadniki in pripadnice. Nekaterim izmed njih bomo na današnji slovesnosti podelili medalje in pohvale. Sledi podelitev priznanj 670. logističnega polka. Polk, mirno. Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi ter prvega odstavka 136. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo in ukaza o podelitvi priznanja 670. logističnega polka Slovenske vojske številka 024-5/2024-70 z dne 9.9. Srebrno medaljo 670. logističnega polka prejmejo Darko Ber, Marko Čas, Danijel Livič, Rajko Vrečar. Bronasto medaljo 670. logističnega polka prejmejo Dejan Bregant, Franc Bukovšek, Franc Cizerl, Dušan Dobaja, Sabina Drevenšek, Karolina Hedžet, Benjamin Holc, Dušan Hrnčič, Gorazd Katič, Branko Korošec, Viktor Lesnika, Igor Lipovec, Gorazd Marzel, Mateja Plečko, Lea Pustovrh, Nina Rudolf Žižek, Miha Sakelšek, Rok Sirc, Marjan Svenšek, Robert Tement, Zvonko Vidovič, August Vojsk, Gregor Žaberl. Pohvalo poveljnika 670. logističnega polka prejmejo Damjan Belina, Andrej Breznik, Sandi Brumen, Damjan Kalšek, David Krajnc, Vanja Leskovec, Robert Maček, Jožica Podvršek, Boris Sivec, Janez Stariha, Albin Voda, Matjaž Završnik, Klavdija Žlaus. Zahvalo poveljnika 670. logističnega polka prejmejo
Javni zavod za šport Slovenska Bistrica, KUD Janko Živko Poljčane, Strelsko društvo Pro Armis. Podpolkovnica Mojca Lah, poveljnica. Na mestu, mor, na mestu, prosto. Imenovani stopite pred postroj, podpolkovnico Mojco Lah pa naprošam, da skupaj s polkovnikom Aleksandrom Vidergarjem podelita priznanje. Srebrno medaljo 670. logističnega polka prejmejo Marko Čas, Danijel Livič, Rajko Vrečar. Bronasto medaljo 670. logističnega polka prejmejo Dejan Bregant, Dušan Dobaja, Sabina Drevenšek, Lea Pustovrh, Robert Tement, Zvonko Vidovič, Avgust Vojsk. Pohvalo poveljnika 670. logističnega polka prejmejo Andrej Breznik, Damjan Kalšek, Robert Maček, Boris Sivec, Matjaž Završnik.
Zahvalo poveljnika 670. logističnega polka prejmeta Kut Janko Živko Poljčane, Sredsko društvo Pro Armis. Hvala podpolkovnica, hvala polkovnik. Na oder ponovno vabim pevski zbor Dragonarji generala Maistra, da se nam predstavijo še z eno pesmijo, in sicer V boj. Dragonarji generala Maistra, prosim. Hvala Dragonarjem generala Maistra za izveden program. Enote Slovenske vojske vsako leto izbiramo najboljšega vojaka in počastnika. Izmed predlaganih kandidatov smo izbrali dva, ki izstopata svojo vojaško držo, delom in predstavljata vrednote Slovenske vojske in našega polka. Najvojak 670. logističnega polka za leto 2023 je desetnik Mitja Smogavec iz prve transportne čete. Imenovani, stopite pred postroj. Desetnik Mitja Smogavec je vojak-voznik v transportni četi. S svojim pozitivnim odnosom do dela, nadrejenih in vojakov daje vzor vsem pripadnikom v vodu in četi in veliko pripomore h krepitvi vojaškega kolektiva. Pripadnik je zelo odgovoren in zanesljiv vojak, skrbi za ustrezen odnos do sredstev in z njimi tudi premišljeno ravna in jih uporablja za dosego ciljev. Ne potrebuje nadzorov, delo opravi strokovno, pravočasno in zelo kvalitetno, zanesljivo in brez kakršne slabe volje, prav tako skrbi za dvig strokovnosti v svojem delovnem okolju. Motiviranost pripadnika je odlična, zna prevzeti odgovornost in za dejanje odgovarjati. Svojim znanjem in izkušnjami v vodu pomaga usposabljati nove pripadnike pri delu z vozili in opremo. Pri svojem delu je vedno motiviran, nikoli mu ni nobene naloge težko narediti, kljub zavedanju, da je večkrat nadpovprečno obremenjen. V mesecu novembru in decembru 2023 je bil udeleženec desetniškega tečaja v Bohinjski Beli in ga tudi uspešno zaključil.
Pripadnik je bil izbran za najboljšega vojaka 670. logističnega polka za leto 2023. Polkovnega počasnika višjega praporščaka Marina Brečka pa naprošam, da skupaj z brigadnim počasnikom, štabnim praporščakom Matjažem Ostrežem podelita plaketo. Najpočasnik 670. logističnega polka za leto 2023 je štabni vodnik Aleksander Papotnik iz Čete za storitve. Štabni vodnik izrazito izstopa po vztrajnosti za doseganje in ohranjanju visokih standardov in uspešnosti ter skrbi za nenehne izboljšave procese dela. Prilagodljiv je različnim situacijam, za izvedbo naloge vedno preuči vse zmogljivosti in omejitve. Pripadnik je po pričakovanjih in zahtevami teoretično in praktično usposobljen, vedno skrbi za samoizobraževanje in psihofizično pripravljenost ter svojim delovanjem ves čas izraža najvišjo stopnjo profesionalnosti. Pripadnik prevzema naloge po potrebi tudi izven svojega neposrednega področja dela, pri čemer si aktivno prizadeva za sodelovanje in sodeluje z drugimi pri njihovem izvajanju. Imenovan je odlično usposobljen za svoje delovno mesto na vojaškem in specialističnem področju v vlogi poveljnika sanitarnega oddelka. Še posebej se je izkazal kot voditelj streljanja, saj je s svojim znanjem dvignil nivo rokovanja z osebnim orožjem. S svojim osebnim zgledom je primer odličnega počasnika. Pri svojem delu je vedno motiviran. Takoj po prihodu v enoto je v zelo kratkem času, praktično brez časa za prilagajanje, prevzel in z odliko odpravil tudi zahtevnejše naloge. Prav tako je vidno vlogo uspešno izvedel v sklopu usposabljanja vojakov in počasnikov oskrbe. Aktivno je sodeloval pri usposabljanju pripadnikov pogodbene rezerve 670. logističnega polka. Pripadnik je bil izbran za najboljšega počasnika 670. logističnega polka in logistične brigade za leto 2024. Pripadnik je trenutno na opravljanju nalog v tujini na misiji KFOR, zato mu bo plaketa vročena ob vrnitvi v enoto. Še enkrat vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke. Sledi himna Slovenske vojske. Polk, himno. Časnik, prav. Naprej zastava slave, na boju naša kri, za blagoroče dnjave naj puška govori. Naprej zastava slave, na boju naša kri, za blagoroče dnjave naj puška govori. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom, zapisat kri pravico, ki terjajo naš dom. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom,
zapisat kri pravico, ki terjajo naš dom. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagoročne dnjave naj puška govori. Drum, 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 draga mati je prosila, roke okoli vrata bila, je plakala moja mila, tu ostani ljubi moj. Z Bogom mati ljuba zdrava, mati mi je očetnjava, ljuba moja čast in slava, hajmo, 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 hajmo za njo v boj. Z Bogom mati ljuba zdrava, mati mi je očetnjava, ljuba moja čast in slava, hajmo, 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 hajmo za njo v boj. Naprej zastava slave, na boj junaška kri, za blagoročne dnjave naj puška govori. Naprej, naprej, naprej. Mir, no. Na mjestu, mor. Na mjestu, prosto. Spoštovani, prizorišče zapušča bojna zastava 670. logističnega polka Slovenske vojske. Pol, mir, no. Časni pozdrav, na levo. Mir, no. Na mjestu, mor. Spoštovani, s tem je uradni del današnje slovesnosti ob 20. obletnici 670. logističnega polka zaključen. Hvala vsem gostom, da ste skupaj z nami slovesno počastili dane note. Pripadnike 670. logističnega polka in ostale cenjene goste pa vabimo na pogostitev in druženje skupaj z nami v športno dvorano Srednje šole Slovenska Bistrica. Želimo vam lep in prijeten dan. Pol, mir, no. Za odhod gostov, časni pozdrav.